Naslednjo jesen bomo Slovenci dobili na naše knjižne police izjemno kakovostno, zanimivo, sploh bi rekel, redko uporabim besedo fantastično, bi tukaj lahko rekel knjigo Večni Michelangelo. To je knjiga, ki sodi sicer v program nekih luksuznih izdaj mladinske knjige, vendarle te izdaje niso samo lepe na pogled, ampak predvsem zanimive po vsebini, ki jo prinašajo. In tako v knjigi Večni Michelangelo Slovenci dobivamo tekst, ki je idealna sinteza vsega dozdajšnjega vedenja o Michelangelu, o njegovem življenju, o njegovem delu, o njegovi umetniški poti človeka, ki ni bil samo kipar, slikar in arhitekt, ampak tudi pesnik in filozof. Avtorji, ki jih je cela vrsta in so najuglednejši raziskovalci italijanske renesanse, so na primer Alessandro Vezzosi, Rab Hatfield, Lucilla Bradeschi, Marina Mattei, Gabriele Moroli. To so vse imena, ki so v bistvu danes temeljni referenčni znanstveniki, ki se ukvarjajo z obdobjem italijanske renesanse, pa predvsem z velikimi imeni, kot je Michelangelo. Knjiga na 400 straneh prinaša nova spoznanja o tem umetniku, prinaša neko sintezo vseh raziskav, ki so bile do zdaj objavljene, in vsako leto izide na to temo na desetine znanstvenih knjig, del, publikacij ali člankov. Avtorji so to uspeli nekako združiti in zapakirati v neko obliko, ki je dostopna tudi povprečno, mislim, izobraženemu bralcu, ne bom rekel nizko izobraženemu, ampak izobraženemu bralcu, ki pa ni nujno umetnostni zgodovinar ali arhitekt ali kaj podobnega. Prevedla jo je v slovenščino Irena Trenc-Frelih, ki je opravila, bi rekel, gigantsko delo s tem, da je seveda se soočala z tudi zahtevno terminologijo, ki jo je bilo treba ustrezno prenesti v slovenski jezik, in mislim, da je tukaj v celoti uspela. Pesmi in verze Michelangela je prevedel Srečko Fišer, ki je danes gotovo eno glavnih imen z področja prevajanja italijanske literature. Več kot polovico pesmi je v slovenščino prevedeno prvič. Uvod v knjigo je napisal Tomaž Gorjup, akademski slikar in profesor, ki je za slovensko izdajo posebej nanizal nekaj razmislekov o tem velikem renesančnem umetniku, in mislim, da je sam uvod ena odlična vstopna stopnica v svet umetnosti Michelangela. Avtorji so tukaj zbrskali na desetine in desetine dokumentov, ki so bili nekateri do zdaj celo neznani v arhivih širom po Italiji. Nekatere dokumente so dobili tudi v muzejih in arhivih v tujini, od Londona, Oxforda, Pariza, seveda v Nemčije, v nemških mest in tako naprej. In dostop so dobili končno po veliko letih in po veliko prizadevanjih tudi do zasebnih zbirk, v katerih so lahko spoznali posamezne koščke njegovega opusa in jih umestili v celoto. Del knjige, ki zasluži še posebno pozornost, je likovni oziroma fotografski del. Tu je sodeloval Aurelio Amendola, to je najpomembnejši italijanski fotograf za področje umetnosti, predvsem za področje kiparstva. V Italiji je najbolj cenjen in prav tako na Zahodu, v številnih državah do ZDA, na primer, kjer je imel tudi več razstav. Aurelio Amendola je prikazal delo Michelangela na res poseben način. To je poseben užitek je gledati njegove slike, ko človek prvič prebere v knjigi, da gre za fotografske interpretacije Michelangelovega dela.
pomisliti, da je to mogoče malo pretiravanje, da zakaj ne bi preprosto po slovensko rekli fotografije Aurelija Amendola. Ko pa imaš knjigo v rokah, vidiš, da je to več kot samo posamezna fotografija. S pomočjo Amendolovih interpretacij v bistvu človek, bralec, zazna posamezne detajle, posamezne skrite kotičke teh umetnin, ki bi jih drugače absolutno spregledal in jih ne bi videl, niti ko bi videl umetnino v živo, niti ko bi videl to umetnino na običajni fotografiji. En velik delček na koncu avtorji posvetijo refleksiji o Michelangelu v današnjem času, v 20. stoletju in o njegovem vplivu na umetnost in umetnike 20. stoletja. Tako da človek doživi prav presenetljive uvide v to, na koga vse je Michelangelo s svojim delom vplival, tako na področju kiparstva, kot na področju slikarstva, kjer je seveda uvedel čisto eno svojo poseben odnos do slike, ki je bil približan skulpturi, kipu, in kako odzvanja v sodobni umetnosti 20. stoletja, tudi v najmodernejših smereh. Tako da, ko bomo to knjigo prebrali, bomo vedeli verjetno na najkrajši način, na najbolj dostopen način največ, kar se praktično danes da vedeti o tem umetniku. Skoraj, lahko bi rekel, da ni področja, ki se ga knjiga ne dotakne, da ni teme, ki jo knjiga ne obdela, pa ne gre od čisto umetniških problemov do osebnostnih potez umetnika, ki jih spoznamo skozi te eseje, ki govorijo o njem. Tako da knjiga, ki je v velikem formatu seveda in je vezana v pergament, ovitek je narejen iz ročno obdelanega pergamenta, po srednjeveški metodi obdelanega, in vezana je ta knjiga ročno v knjigoveznici, ki deluje še v istih prostorih in z istimi pripomočki, kot je delovala ob svojem nastanku v 16. stoletju. To se pravi, da je neka obrt, ki vztraja vse do danes. Tukaj jo začutimo, ko vzamemo knjigo v roke. Je to presežno delo, v bistvu je že sama knjiga neke vrste umetniško delo. Prestižno izdajo o umetniku Michelangelu dopolnjuje še kovanec, ki je ročno kovan v Firencah na stroju, ki so ga izdelali po načrtih Leonarda. Poleg tega bodo lastniki te knjige dobili tudi grafiko z Michelangelovim avtoportretom, ki bo numerirana, seveda oštevilčena, in bo išla samo v izdaji 300 izvodov, tako kot tudi knjiga za slovensko tržišče. In končno bodo lastniki knjige dobili še dve umetniški reprodukciji. Eno bo detajl Medičejske grobnice z detajlom Zore in druga reprodukcija prikazuje delček Sikstinske kapele, poslikave v Sikstinski kapeli, in sicer Kristusovo trpljenje s simboli trpljenja.